22.11.10 po kristjanskem koledarju 2010, Toš Mihael, prispevek, ki ni vsakdanji, oziroma prispevek za vsebino, ki je ni možno videti vse povsod in kar tako. Nahajam se na starem mestnem pokopališču v mestu Ptuj, mestu, ki želi v letu 2012 po kristjanskem koledarju postati kulturna prestolnica Evrope. Da, nekako logične želje, glede na to, da se treba razvijati progresivno. Ampak tukaj je nekaj tako imenovanih haklov, oziroma nekaj elementov, ki ta naziv konkretno za to mesto Ptuj postavljajo pod vprašaj. In sicer nahajam se na starem mestnem pokopališču, ki bi naj bil kulturni spomenik, saj so na tem pokopališču pokopani tisti, ki so v veliki meri soustvarjali staro mestno jedro, ki bi naj postalo znamenitost Ptuja. Njihovi grobovi so uničevani, pokopališče zapuščeno in kot takšno je velika sramota, ne zgolj za Ptuj, ampak za Slovenijo. Četudi gre za narod, ki bi naj Slovence nekoč potlačeval, se ne sme obnašati do pokopališča tako, ker so nenazadnje pokopani tudi Slovenci tukaj, ampak kot rečeno, jaz tega bolanega nacionalnega naboja ne priznavam. In ta prispevek sem pričel pripravljati zato, oziroma sem se odločil zanj spontano zato, ker sem na tem pokopališču odkril nekaj, kar ni tako vsakdanjo. In sicer odprto grobnico. Ta prostor je lahko nacionalni spomenik za demonstracijo vandalizma in z vami, spoštovano občestvo, bom delil nekaj, kar ni možno tako pogosto videti. Pogled v grob. Nekdo je ta grob očitno namensko odprl, možno da je tudi pokrov z leti počel, ampak to še ne pomeni, da bi ga bilo treba odpreti. In na Ptuju, ki želi postati kulturna prestolnica Evrope oziroma partnersko mesto, je možno pogledati v grob. In vidi se, da notri ležijo smeti, neki ostanki, prav tako pa se vidi, da so notri krste. In sedaj se vprašajmo z vidika etike in morale, kako pošasten zločin je oskrvnitev grobov, in to v bistvu sredi mesta. Meni nič, tebi nič, se grobovi uničujejo do te mere, da se lahko gleda notri, kar je za nekatere strašljivo, ampak ne rabi biti, oziroma najbolj za tiste, ki imajo slabo vest. In dobesedno je možno tukaj videti, da je v grobu otroška krsta, potem je krsta srednje velikosti in tukaj običajna krsta za odraslo osebo. Zraven ležijo pločevinke, plastične vrečke, neki les in ostala nesnaga. Nekdo je uničil tudi nagrobnik, tako da ni možno ta trenutek videti, kdo je v tem grobu bil pokopan. Predvidevam, da podatki obstajajo v zgodovinskem arhivu kljub temu, ampak to sedaj ni toliko bistveno. Bistveno je, da tako pošastni prizori obstajajo 22. novembra leta 2010, 1. januarja 2012 pa bi naj to mesto, ki goji takšno kulturo skrunjenja grobov, postalo kulturna prestolnica Evrope. In potem se tudi ni treba čuditi, da to mesto ni turistično privlačno, ker goji duh, goji uničevalni duh in na nek način želi svojo prepoznavnost graditi na starem mestnem jedru. Nekateri se kitijo, kako gre za najlepše, najstarejše mesto v Sloveniji in tako naprej. Ampak odnos do tega najstarejšega mesta ni ustrezen, oziroma tudi ostanki kulture nemško govorečih narodov so del tega mesta. In sam sem prišel že nekaj časa nazaj do spoznanja, da je stanje, ki ga vidimo, vključno z odprtimi grobovi, posledica filozofije odganjati slabo. Slabo niti ni definirano natančno, ampak denimo nekaj, kar Ptujčanu nasprotuje, avtomatsko zanj slabo.
To se mora odganjati, uničevati in posledica je potem to. Ob pogledu na to javno priznam, sram me je, ko me kdo tretira za običajnega Ptujčana. Pod takimi pogoji se nazivu Ptujčan rade volje odrečem. Kajti pogoj za uspešno predsedovanje Evropi v smislu kulture je zdrava etika in morala. Odpiranje grobov in poniževanje omedlih pa je daleč od tega. In še enkrat poudarim, da v kali zatrem bolani ptujski nacionalizem. Tukaj ne igra vloge, ne igrajo nasprotja, ki so nekoč bila med narodi vloge. Ker eno dejstvo pa obstaja. Prejšnji oblastniki mesta Petav so mesto znali narediti živo, lepo in optimistično. Sedanja oblast ga dela takšnega. In vprašanje je, kje se bo to končalo, kajti tovrstni prizori so lahko označeni kakor kulturni zločin. In povsem enoumno je, zločinec ne more biti predsednik, zato Ptuj kar tako ne more biti prestolnica, evropska prestolnica kulture, kulturna prestolnica Evrope. Nima dovolj znanja, nima dovolj etike, nima zadostne morale, za pokazati pa ima predvsem propadajoče mestno jedro in uničeno pokopališče. Ostalo pa vemo, da se vrti okoli preganjanja zime in preganjanja slabega. Besede so obarvane z demonizmom, dejanja so pa temu primerna. Sram naj bo tistega, ki ustvarja tovrstno kulturo, še bolj sram pa naj bo mestna oblast, ki zoper tovrstno kulturo ne ukrene zadosti ali pa v nekaterih primerih ukrene nič. Sram naj jih bo.